Tamle. Aha. Tamle. Daj, Dangi. Tegale? Ja. Promoviram. Moč Evrope, ja? To je nekaj, kar si ustvarila za Evropsko unijo, ne? Ja, z Cirilom, a ne? To je povsem nova zadeva. A je dejansko mogoče, mislim, je... Možno nabavi? Ja, trenutno v prodaji? Ja. Ne vem, če bo v prodaji, ker to bojo zastonj delili po srednjih šolah. Naokoli, da dejansko izobrazijo, ker govorijo o Evropski uniji, kako postopek deluje na tak zelo zabaven način. A ne, zato da je lažje nekako berljivo za srednje šolce, ker če samo učbenik daš, bojo vsi vmes zaspali. Ker je pa tako učbenik, ampak v obliki stripa. Ne? Tako da v bistvu to je tudi, Ciril je dobil tudi Prešernovo nagrado za te, za te poučne stripe, ki dejansko nekako učijo. Ne? Tako da, če govorim o temu, naš workflow je bil tako. Ciril je že naredil vsak, ne vem, če bil vsak teden, mislim, da je bil vsak teden, ja, vsak teden je delal eno stran časopisa, kjer obrazloži neko specifično temo o Evropski uniji ali pa neka aktualna tema, ki je bila v tistem trenutku in jo pač v obliki stripa potem dal, njegov sin je pomagal barvati, ne, in tako dalje. Ampak je v bistvu on imel zasnovo, in potem je rekel, sej, če to samo malo premečemo in naredimo na novo, to bo cool. Ne, ful bo treba na novo risati, ker ne deluje, zato ker tisti frame, ki jih imaš v časopisu, sej se da tako ven rezati pa not dati, ampak ker daš v ta format, itek bo en prekratek, en bo predolg, ne bo štival. In smo mogli veliko stvari popraviti in na roko popucati in tako dalje. Čisto nov storyboard narediti. Ne, storyboard ni bil treba na novo, kakšne stvari je bilo treba tako dodati, ampak še enkrat, če je večja stran, če je časopis, deluje, ampak če pa moraš tako v knjigico, da ti rečeš, kle ena sekvenca manjka, kle ni jasno, da je odprla knjigo. Na naslednji strani. Kle ni fajn, da se prereže na tej strani, moramo prestaviti na drugo stran, ali pa to moramo stisniti na prejšnjo stran. In bo toliko tega editinga, da roka ga je bolj, da pač zapestje si je vmes unel in zato je mene poklical in rekel, Ana, jaz ne moram več. Ampak moramo to speljati do konca. In ti potem... se lahko kar vključiš v stil nekega drugega striparja in nadaljuješ njegovo delo. Mislim, sej že sodelujete nekaj časa, ampak on ima verjetno nek svoj slog, neko svojo predstavo. Ne, to je bil najbolj zanimiv del. Vmes smo, ker smo na začetku planirali, da bo to 160 strani tega, to je 80. Tako da je v resnici noter večino, samo tisto, kar je on narisal, moji storyboardi z novimi stvarmi je samo en chapter noter. Je tale z letalom, ki je malo tak zabaven. Vmesen delček, da ga najdem, tale delček. A ne? Ki grejo not v letalo, en paket ven rešiti, ki ga je Zeus not dal, ki je bil pijan. Ga je začaral noter in se rekel, shit, moramo ga ven zvleči. Kaj je pravzaprav zgodba oziroma namen tega stripa? Tukaj v bistvu večino časa razlaga, kako deluje parlament, kako deluje Evropska unija, kakšne so volitve. To je v bistvu zato, da grejo mladi na volitve. In pove, zakaj so pomembne volitve in kako to deluje. Ampak basically vmes stale samo za zabavo. In samo basically main point je, da pove, da se jim ni treba toliko mučiti, ker itak ni toliko easy postopek, da sam zato, ker daš eno listino, da bodo to odobrili. Ugotovili so, da mladi danes ne berejo več knjig, ampak sam mange in so mogli narediti propaganda v obliki stripa. Kind of. Basically. Technically, ja. Ampak meni se zdi, da je to čist fajn, ker jaz itak, prej sem začela ta strip delati. To je ful zakon. A je to samo v Sloveniji so se šli tako igro, ali delajo to pač za vsako državo? Ne, to bo prevedeno. To bo učbenik za celo Evropo. I want one. Ana bo zdaj postala super popularna, ne bo več starving artistov. Ampak hočem reči, postopek o stripih, da grem nazaj. Zaidem milijonkrat. Če grem nazaj... To pač delamo na gajno, gremo na tangent in se vrnemo čez 1 uro na dejansko tematiko. Ponavad je tako.
če imaš samo enega manga artista, ki začenja, napiše sam, potem to naredi v storyboard, v japonščini se mu reče Nemu je storyboard, in potem ga da editorju, ali pa taka del za založbo in reče, ok, jaz hočem tako zgodbo narediti in potem taka del za založbo reče, ok, cool, ampak mi v naših revijah hočemo tak pa tak stil, kle, hočem, da malo bolj pohajpaš, kle, hočem, da malo bolj umiriš. In gre popravljati stvari. Kako izgleda storyboard? I actually have my iPad, I can show it. Do you want to see it? Sem imela Discord server zame in za njegovega sina in še moj fant je vmes preskočil not, on je še barvo ozadja, še zadnji del. Običajno gledam, da storyboarde delajo na malo večjih formatih papirja, manga kaj. Ja, ampak čisto vsenje, kaj tako to gre pol na konc. Zdaj smo v prihodnosti, zdaj imamo pač. Jaz imam digitalno, je zelo hitreje premikati stvari in mi ni treba stran papir metati. Danes je veliko tranziral v pač tablet pa podobne. Sej digitalne. Veliko teh starejših mojstrov še vedno dela na papir, ker tako so navajeni na to in bojo hitreje končali strip tisti teden, kot da se grejo zdaj nove medije učiti. Mogoče imajo kakšnega asistenta, ki potem skenira in popuca digitalno, ker vmes skozi leta so potem začeli vedno bolj digitalno ljudi delati. Mislim, da je Kimetsu no Yaiba je digitalno delano. Se malo vidi. Mislim, tako daleč. Če pa kakšen Murata. Se v bistvu storyboardi, ne? Se storyboard je praktično prequel same končne mange. Ali v bistvu rišejo na isti način, kot bo pa praktično končna manga? Ne. Vse to me zanima. Tukaj so fižolčki. Tukaj so fižolčki in postavitev kadra in postavitev oblačka. Ja, ne, predstavljam si, da video storyboardi so drugačni, ker imaš v bistvu frame by frame, v bistvu pa urisuješ okrog, kaj se bo dogajalo v frameu. Kako si ti zastaviš storyboard, ko delaš video? Vsak frame, v bistvu vsak je 16:9 in pa si v bistvu zastaviš, kako bo izgledalo, kako bo prišel noter, si zarišeš, pa si zapišeš zraven podatke.